Zdaj pa na resne teme. Robert Golob je prejšnji teden napovedal zagon vesoljske industrije. 100 milijonov evrov je obljubil za vesolje skupaj z zelenim prebojem. Zgleda, da bomo kmalu tudi Slovenci odkrivali zvezde. Tega pa do zdaj še nismo, mar ne? Ja, tako je. Edina slovenska zvezda, ki smo jo videli popolnoma odkrito do zdaj, je, mislim, da Katarina Čas. Beno, to je resna tema. Jaz govorim o nebesnih telesih. Jaz pa o nebeških. Dajmo se raje pogledati tvoj prispevek. Faktor Beno. Danes raziskujemo prvi slovenski vesoljski program. Projekt, ki bo en od najbolj zahtevnih in riskantnih podvigov Slovencov in Slovenk, če ne štejemo poroke z Donaldom Trumpom. Da raziščemo, kako bo izgledalo življenje v vesolju, smo obiskali vesoljski center Nordung in izprašali strokovnjakinjo. Kako izgleda življenje astronautov? Se tako kot mi zbudijo, si umijejo zobe in dajo gor deodorant Old Space? Odvisno od starosti. Zdaj, če so starejši astronauti, pa je verjetno Old Space. Če so mlajši, pa je... Če so mlajši, pa je verjetno kaj bolj atraktivnega. Ali pa Young Space? Možno. Kaj jejo v vesolju za zajtrk? A poli klobaso? Ja, poli je precej popularna. Kot veste, se je razširila tudi na ameriške trge, tako da predvidevamo, da bo poletela tudi v vesolje. Tako kot Apollo raketa? Tako, seveda, odlično. A se v vesolju najde kakšen dober hot dog? Ali je lajka že zgorela v ozračju? To je pa precej strokovno vprašanje. Morda bi zato poprašali fizike. Kaj naredijo, če jim zmanjka hrane? Lahko skočijo v, ne vem, supernovo? Ker v Venero-shop ne morejo iti, a ne? Ja, trenutno mislim, da ne. Trenutno se najbolj približujemo Luni. Ja, pa tam nimajo hrane, a ne? Mislim, imajo kaj za usta, ampak... Spet ponovno nimamo teh informacij. Ko sva že pri tem, kako izgleda dejtanje v vesolju? Imamo kakšen orbitalni Tinder, mogoče? Mislim, da ne. Torej, tam gor ni kakšnih velikih pokov? Bili so pred časom. Kaj pa se bo zgodilo zdaj, pa je težko predvidevati. Ja, to je zato, ker ni te prave atmosfere. Verjetno, ja. Ali v vesolju obstaja kakšno inteligentno življenje? Ja, naša orbita je precej polna Američanov. Ne vem, ampak jaz mislim inteligentno življenje. To pa ne vem, če bomo morda v prihodnosti. Potem je možno, da Slovenci prvi odkrijemo vesoljce in z njimi prvi naredimo mejne spore. Zdaj, če jih bomo prvi odkrili, ne vem, da bi pa vzpostavili mejni spor, pa verjetno, ja. Koliko stane, da pošljemo človeka v vesolje? Ogromno. Zagotovo milijone, že saj obleka je več 10 milijonov. Ok, jaz poznam modela, ki te pošlje v vesolje že za 20 evrov. Ne poznam. Ne? Ne, žal. Pa mislite, da je to dobra ideja za Slovenijo? Ker pol bomo narod s 3 TV programi, pa enemu vesoljsmu. Še letalske družbe nimamo. Zdaj bomo pa kaj? Adrio Spaceways? Ker rečem, da hočem poleti na toplo. Jaz mislim Grčijo, ne pa Merkur. Ja, ampak Merkurja še ne poznaš. Morda pa obstaja čudovita atmosfera. Prijetno za sproščanje. Zelo hitro dobiš barvo. Ja, ali pa sončarico. A veste mogoče, koliko denarja bi Golob dal za vesolje? Kolikor sem zasledila, pa poročanih iz medijev, okrog 100 milijonov. Čakaj, a pa na to se lahko prijavi kdorkoli? Ja, verjetno ja. Torej, tehnično gledano sem jaz lahko prvi Slovenec na Luni. Zagotovo, če ne za Luno. Da se v temo poglobimo in najdemo primeren kader za investicijo, sem poskusil njihovo vesoljsko tehtnico. Kaj jaz hujšam, če bi se lahko sam preselil na Uran? Njihov simulator brez težnosti. Ne vem, če se kaj dogaja od zunaj, ampak počutim se, kot da bi bil v pralnem stroju. In s pomočjo njihove VR tehnologije dojel, kako veliko je pravzaprav vesolje. In kako majhni smo pravzaprav mi in naši neumni problemi, komu bi dal 100 milijonov. Wow. Zato jih dejmo kar men.
To je majhen znesek za človeštvo, ampak velik znesek za enega človeka. Tako da dajmo mene v raketo. Ker so moje vozniške sposobnosti že zdaj izven tega sveta in ker presežem, da med vožnjo ne bom stopil ven. Na čik pauzo. Mi pa gremo nazaj v studio. Veš kaj, mogoče te bomo pa naslednjič res poslali na Uran. Cool. Lahko računam na potne stroške? Ne. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.